Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 81. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat je z menoj Bojan Doljak, mož, oče, farmacevt, Jezusov učenec in pričevalec iz Logatca. Kot boste slišali v epizodi, je bilo kratko srečanje z Bojanom pred več kot desetletjem in iskriv pogovor z njim, dogodek, ki sem si ga zapomnil vse do danes. Bojan je namreč oseba z zelo edinstvenim tokom misli in takšni ljudje, če so le dovolj ponižni in odprti, se mi zdijo vedno zelo zanimivi. Seveda pa življenja ne sestavljajo le misli. Še bolj ga oblikujejo konkretni dogodki. Tako je Bojanovo ženo Saro doletela preizkušnja, za katero si verjetno večina med nami niti ne predstavlja, kako bi jo prenesla. Multipla skleroza jo je prikovala na voziček in ji odvzela tudi glas. Danes na različnih pričevanjih, Sara s pomočjo generatorja glasu, Bojan pa z lastnim glasom, pogosto povesta, da se jima je življenje takrat postavilo na glavo. Moje izhodišče za tokratni pogovor z Bojanom je bilo tako vprašanje, kakšen pomen dobi poročna obljuba, ko se zgodi takšna preizkušnja. In presenetil me je z odgovorom, da je obljuba zgolj kot platno, na katerem pa ni narisanega še ničesar. Rišemo pa vsak dan sproti, vsak dan z nekoliko drugimi barvami. Razumel sem ga, da Bog ne mara z obljubo zvezanih ljudi, ampak svobodne. In skozi pogovor se je večkrat videlo, kako pomembna se Bojanu zdi ta svoboda in tudi avtentičnost. Le če je svoboden in avtentičen, lahko s svojim življenjem nariše povsem edinstveno sliko. Takšno, ki je verjetno ne bo narisal nihče drug. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Bojan, dobrodošel v Gorečem grmu. Pozdravljen, Matej, hvala za povabilo. Ko se spominjam nazaj, kako sva se midva spoznala, je bilo v bistvu na avtoštopu skoraj. Jaz sem imel eno pričevanje v Logatcu in potem so mi tam rekli, da bojo že zrihtali prevoz, ker sem jaz včasih malo slabš mobilen. In pol me je en tak zanimiv tip, Bojan Doljak, počakal, mislim, da pred Filofaksom ali tam nekje, kjer je on imel službo, in pol sva se skupaj zapeljala v Logatec na tisto pričevanje. In nisem vedel, ne, da bo to zgodba, ki bo imela rep še 15 let potem. Ne. Se spomniš ti tega? Zdaj, ko si omenil, ja, to, da ima pa rep, ne, to je pri kometu, ne, ko se tisti delci še sproščajo, ampak komet gre pa naprej, ne, ja. Ne glede, kakšen bo še repek. Jaz se te pa spomnim iz vseh teh usposabljanj, ki smo jih imeli na vseh različnih koncih, ne samo v Logatcu, no, in še vedno prodajam te 4 barve. In še kar držijo. Komunikacijski tipi, ne? To, rdeča, rumena, zelena, modra. In mi je vedno zabavno, no, sem že tudi s svojimi sodelavci že poskusil to anketo, ne. To je še toliko bolj naprej. A si bil takrat še študent, ali kdaj je bilo to? Ne, ni toliko nazaj. Ne, sem že bil v službi. No, mogoče 15 let, ne vem. Skoraj vse, s čimer se ti ukvarjaš, je res uporabno, se mi zdi, doživljenjsko. Torej, ni samo repek, ki izgine z nočnega neba, ampak so te stvari, sploh kar jih vi, Socialna akademija, počnete, no, se mi zdijo zelo. Tako da sem počaščen, no, da sem vreden, pa nisem vreden, ne, biti tukaj kot gost, no, ker vas občudujem, no. Smiselnost stvari in vsebin, ki jih podajate, no. Res imajo smisel. No. Hvala, no, to zdaj nisem pričakoval tako lepega in pobožajočega uvoda, tako da res hvala ti. Jaz rečem, to ni bil kompliment, to so bila dejstva. To si omenil, ja, ta smisel, ta zakaj, in se mi zdi, ne vem točno, kdaj je bila tista najna skupna vožnja, in sem prav razmišljal, ne, a je bilo to še preden sta vidva z ženo Saro doživela to hudo preizkušnjo, ki kasneje še ni bila huda, ali ne, ker si jaz prav rad ustvarjam v glavi tako, ne, slike, kje je bil ta človek nekoč, ko sem ga spoznal, kje je danes, kje bo morda v prihodnje, to ni v mojem dometu, pa vendarle, ne.
Najbrž je ta preizkušnja močno vplivala tudi na to, koliko se vidva v javnosti pojavljata. Vidva sta potem zelo intenzivno začela tudi kot pričevalca delati. Na YouTubeu prvo tako res močno pričevanje je bilo izpred 6-7 let na socialnem tednu. Spet povezava je bila s socialno akademijo, pa Družina in življenje, organiziran dogodek v Krškem, kjer je Sara že z svojo napravo, ko že ni mogla več govoriti. Mislim, da tam rečete, da je leto pa pol od prerezanega sapnika bilo. A je bilo to tako prvo tako javno, ali sta že prej tudi kaj pričevala? No, od tega sapnika bo zdaj 21. junija, to pomeni, čez par dni bo 8 let od te traheotomije. Je pa res, da je potem jeseni tistega leta 2017 dobila Sara ena prvih v Sloveniji z nezmožnostjo govorja ta komunikator. Na začetku še tako majhen, da je to tehnologijo v slovenskem jeziku, je bila ena prvih nekako avantgardno, tako da mislim, da je sedaj bolj razširjena. V Krškem se ne spomnim točno let, zagotovo, mogoče bilo 2019, tam nekje. Imam pa mapo tam na svojem računalniku, v katero si, če je kakšen material, kakšno vabilo ali pa kakšen predstavitev elektronska, si naredim mapo. In pri mapah je tako, da so urejene po črki, imena, ampak ker mi to ni všeč, dam spredi številko. In mislim, da je zdaj teh dogodkov posredno pričevanskih, ali pa da sta bila soudeležena, da jih je že tam blizu 50. Ampak tu štejem obdobje 15 let. Mislim, multipla sklerozo je njena diagnoza že od aprila 2011. In pravzaprav smo načrtovali tudi seminar pri Družini in življenju, ko pridejo preizkušnje samo na temo gibalne oviranosti in vseh teh simptomov, ki se pojavijo pri multipli sklerozi, za jesen 2017. In je vmes tisto poletje prej Sara izgubila glas. In je bilo potem, kako bomo pa pričevali brez glasu. In je torej med izgubo glasu junija in pa seminarjem, mislim, da je bil oktober ali novembra, je vmes še ta komunikator prišel. Tako da Bog čudovito vodi. Božji dar. Bog čudovito vodi. Čisto tehnično, kako to Sara vnaša v te inpute, v to napravo, da pol naprava govori? To je generator. Mislim, softversko vem, ampak kako ima tipkovnico? Ali kaj tipkovnico. Lahko bi tudi z očmi, če bi zdaj leva roka, naučila se je uporabljati levo roko, vse z levico piše in tipka, desnica je že toliko popustila. Lahko bi pa, če bi roke ne imela, bi pa zdaj pri novejši verziji tega Tobija bi pa lahko gledala v tipke na ekranu in bi kamera zaznala, katero tipko gleda in bi z očmi lahko tipkala. To je tudi opcija, ki je tudi že na voljo, pa je še ne uporabljena. Daj ti povej, ta preizkušnja je, tako si predstavljam, ti si dal poročno obljubo, ta preizkušnja je pa popolnoma pretransformirala to tvojo poročno obljubo, ali ne? Jo je tako spravila na eno čist drugo raven, ali si bil ti dejansko v tej poročni obljubi že prvi tako pripravljen na to, da se lahko tudi kaj takega zgodi? Ne, sploh ne, kje bi bil pripravljen. Priprave so se začele s približevanjem Družini in življenju, pa seminarju, temeljnemu seminarju za zakonce. To pomeni ravno leto pred diagnozo. To je bil kar tak vajen goreči grm, sem slišal, ko sta šla na en tak seminar za se. Še videti je bilo nama je bilo navzven videti po seminarju. Nekdo je rekel, naphana sta s Svetim duhom. Naphana. Ampak nič se bati, to bo minilo. In je trajalo skoraj 3 tedne. Ta naphanost, ko ne hodiš več po tleh, letiš nekako, lebdiš in vse življenje je enostavneje, vidiš in je vse preprosto. Ampak potem, če ne bi ostala blizu tem ostalim dogodkom, seminarjem, vikendom, bi verjetno
tisti goreči grm bi dogorel, pa ne bi ognja več bilo. Ampak vse pri Mojzesu ni gorel v nedogled. Ne? Jaz to bolj kot trenutke doživljam. Ja. Defining moments, rečejo Angleži, ne? Američani. To pa. Tako da to so bile priprave, ampak zdaj jaz sem nekako zelo pragmatičen, ne? Bodite zviti, kot kako piše. Tako da jaz sem preudaren in tako osebno ženi Sari nisem prav veliko obljubil. No? Obljubil sem ji samo to, da se bom trudil za dobro. In je takoj rekla, da to nič ne pove, da to nič ne pomeni. Ne? Meni je pa pravzaprav vse pomenilo, odločati se za dobro. A to govoriš, to je bilo v podnapisih vajinih? Ja, seveda. Kako si ti takrat, kdaj sta se poročila? 2-1. Ja, 2-1, si govoril. Ja. 99 ne, ker je bilo prejšnje tisočletje, 2000 so se vsi, ne. Tako, 2-1 je bil pa že tvoj. Zmanjkalo izgovorov. Ker si tudi, glih moja doba odlašanja je bila tudi nekaj toliko dolga kot tvoja. No? Ja, jaz sem počasen. Jaz sem že rojen, zamujen, povem, tako da naj se ljudje ne čudijo, če zamujam. Ne? Sem od rojstva tak. Ne, seveda, jaz sem rekel, jaz sem se samo enkrat v življenju poročil, ker je bil to zame tak stres. Ja, tako psihofizično, poročni dan je bil odklop, čisti, popolnoma. Ni obstajalo nič drugega, razen midva. Ampak tiste priprave v enem tednu so mi bile hlače prevelike, v zadnjem tednu. In se je rekel, jaz skozi to nikoli več ne grem. Mislim, če me prisilite, ne grem. Ne? Tako da to je bila ena vrsta te obljube zvestobe, nikoli več se ne bom poročil. Enkrat je bilo dovolj. Ne želim več čez to. Ne želim več čez to, nikakor. Drugo pa je, človek lahko nekaj naredi, ko ima priložnost in kadar zmore. Doskrat imam priložnost, pa ne zmorem. Doskrat zmorem, pa nimam priložnosti. Tako da to dvoje se mi zdi edini dve spremenljivki, na kateri jaz stavim. To, da sem jaz nekaj obljubil, je mogoče tako v ozadju, kot platno, ampak platno, če ničesar gor ne naneseš, je obljuba fajn, da je okvir pa platno, ampak je treba vsak dan nekaj dodati, nanesti s čopiči raznih barv, kakšen dan so svetle, kakšen dan niso ravno. Ko je priložnost in ko zmorem se odločiti za to, kar je dobro, obljubil sem pa samo, da se bom trudil za dobro. Pa se vedno ne. Predstavljaš, da ne bi zmogel biti ob Sari v teh preizkušnjah? Si bil kdaj na robu tega scenarija? Me spominja, nekako sem se spomnil tega filma Scorsesejev Molk oziroma Tišina, o teh jezuitih, ki so na Japonskem in tam potem mučijo, ampak zanimivo ne jezuitov samih, ampak vernike. On kot duhovnik je bil prisiljen gledati trpljenje teh ljudi. Ne trpeti sam fizično, duševno, biti pa ob nekom, ki duševno, fizično trpi, zna biti res hujš. Mislim, bi rekel, da zna biti. Ne? Ampak jaz vedno rečem, da kako pa si me sprašujejo, pa si rečem, pa si jaz ne trpim. Ne? Jaz nisem nosilec preizkušnje. Jaz sem samo ob Sari, ki je zares preizkušena in je lepo reči, da sva oba preizkušena. To je lepo reči, ampak ne bom dajal, ne želiš tega govoriti. Si značka, zdaj sem pa jaz, ne vem kako preizkušen. Če dejansko vzameš življenje kot zahtevno in ga moraš vzeti kot zahtevno, hkrati pa lepo, so preizkušnje, v katerih si že zelo dober napovednik, da si pravzaprav že v tem ognju, v tem gorečem grmu, ali pa si že v peči. Vsako užitno testo mora v peč. Zdaj, ali čakaš pred pečjo, pa te je strah, kdaj se bo ta peč zakurila, kaj me bo v življenju doletelo in peklo, in bolelo, ali se že pečeš počasi. In treba reči zelo jasno, da ta peč jo Gospod tako naloži, da je znosna. Zagotovo. Mislim, če bi bilo neznosno, kdo sem jaz, da bi tle vzdržal, pa da bi lahko bil zraven. Ampak sta dva tipa teh peči, ravno ko govorimo o gorečem grmu,
dva tipa teh peči sta. Eno je to, da je življenje zahtevno, zato ker naprimer je sveti Frančišek videl gobavca, ne? In je trpel, ali pa je Don Bosco imel svoje sanje in je potem sam imel izbiro, ali bo šel v to peč ali pa ne. Drugo je pa to, da so peč zakurali, recimo prvama s Saro, se pravi nekaj je, če pride težka preizkušnja, pride kot nujno, kot mus, nekaj je pa, če se ti odločiš, da greš na neko poslanstvo, ne? Ja, prav na tem seminarju Diževem, ko pridejo preizkušnje, sta tudi z nama še zakonca Brozovič, Metka in Miran. No in ona dva imata en del o tem, da preizkušnje in težave so takšne, v katere pademo, in take, ki si jih skuhamo ali pa nakopljamo sami. Tako, ja. Ampak da se vrnem na včerajšnjo Pavlovo pismo, no, to sem si ga prav Korinčanom, kjer piše tako v 10. vrstici, v 6. poglavju, bom prebral, kakor žalostni, pa vedno veseli, kakor ubogi, pa vendar mnoge bogatimo, kakor bi nič ne imeli in vendar imamo vse. Ker si omenil to, da sem imel izbiro, ne? Kot da je ne bi imel. Ne, jaz sem glih rekel, da tvoje polje izbire je bilo veliko bolj zožano, kot pa recimo, ko sem se jaz odločal, ne vem, a bom imel 6 otrok, recimo, kar je tudi neke vrste večja preizkušnja, kot če bi imel 3 morda, a ne, recimo. Zožano v kakšnem smislu? Ker si že bil na nek način vezan z porokčno obljubo. Ja. Se pravi, obljuba poročna je vse, ne, ampak hkrati tudi ni dovolj. Ne. Se mi zdi, mislim, obljuba. To je tako mogoče res, kako se že reče, farizejsko vprašanje ali pa tematika, ne. Ja, če obljubiš, potem si dolžan, ne. Bolj gledaš kot zakrament, ne kot tvojo investicijo, ne? Ja, mislim, Bog želi imeti svobodne, tudi zakonce, ne. Ampak nezvezanih z obljubo, ne? Ja, mislim, odvisno kako razumemo to zvezanost in to svobodo, seveda. Ampak se mi zdi, da je ta zakrament je prvič trojna vrvica, ne? Ker je Bog tretja vrvica, drugače bi se 2 pretrgali in to je prva stvar, ki jo moram povedati za naju 2, ne? To metaforo dostikrat uporabljaš, ja, je luštno, ja. Nujno, mislim, dvojna vrvica je prešvoh, pretrga se, mislim, koliko gramov bi gor obesil, pa bi ne vzdržala, ne? Po drugi strani je pa zakrament, tako kot v psihologiji povejo, ne, že na ravni predšolskih otrok, ne, ki so v vrtcu na igrišču, pa je zraven zelo prometna cesta in ni ograje. Ne. In otroci se nikoli do roba tega igrišča niso igrali. Ne. Tam, ko so pa postavili zaprto ograjo ob cesti, so šli otroci do tja. Pomeni se mi zdi, da sveti zakon je nekaj dobrega, kar nam polepša življenje, ne da nam ga z neko obljubo omeji. Ne. Mislim, tako zapleteno je, mogoče bi lahko filozofiral še, ampak vsekakor ni boljšega, no, kot biti povezan v dvoje in narediti nekaj dobrega, no, ko imaš priložnost in ko zmoreš. Vsaka druga izbira, bi bila, če ne takoj, pa dolgoročno slabša. Vsaka druga. Sem prepričan v to. No. Tako da, če gledaš res malenkost v razponu od rojstva do smrti, je ni boljše izbire, kot v dvoje leteti, ja, v odnosu. Si rekel tako, priložnost, da narediš nekaj dobrega, ne? To si omenil in že pri tvoji interpretaciji tvoje poročne obljube in tudi zdajle, ne? Kako doživljaš to preizkušnjo, a je kaj redefinirala ali samo poglobila vajino službo, vajino vlogo pred Bogom pa pred drugimi ljudmi? Tako razmišljam zelo po zunanje. A bi Sara bila med najbolj vplivnimi pa uglednimi pravnicami, recimo, če se ta preizkušnja ne bi zgodila? A bi ti imel 50 plus, ali koliko si že rekel, mapc na računalniku pričevanj?
A je to redefiniralo to vajno službo za delati nekaj dobrega? Ali je samo poglobilo? Ali se v bistvu ni nič spremenilo? Čisto da res pa ti to dejansko tako gledaš zelo, zelo organsko, pač tako je bilo, to je to. Če bi želel primerjavo, ki bi bila zelo objektivna, bi rabil še enega Bojana Pasaro, ki bi bila oba zdrava, približno Kako se že temu reče, kontrolna skupina v farmaciji? Ja, tako, ja. Ti kot farmacevt. Dvojno slepa kontrola, ne? Randomizirana, ne? Preizkus in študija. Ne? Torej, te primerjave, kaj bi bilo, če ne bi bilo tako, kot je, ne morem dati, ampak občutek imam, da je tako, kot je, najboljše, kar midva z Saro zmoreva, in najboljše, kjer se lahko uresničujeva. No? Pečeta, ne? Pečeva, ko si prej govoril. Ja, ker če ne bi bilo preizkušenj v življenju, bi vprašanje, če bi midva bila še skupaj. No? Celo tako trdim, no? Da so preizkušnje tam, kjer treba zavihati rokave. Ne? Mislim, ali te popolnoma pokoplje preizkušnja, ko se reče, prizemlji in obtičiš, se parkiraš nekam in propadeš, ali pa te ta vzgon nekako dvigne v višje plasti zavedanja, delovanja in lahko letiš skupaj. Ne? A je to malo kot srbski pregovor, što ne ubija jača? Ja, sem tisti malo preveč enostaven. Ne? Tako, jaz sem vedno pristaš tega, da mora biti pomen večji, kot so samo besede, ki so v neki povedi. Ne? Tako da jaz le vidim večji pomen. No? Ne vem, zakaj sem tako hvaležen za preizkušnjo. No, res je to lepo slišati. Vsak bi si želel tako naravnanost srca, ker konec koncev je to, kako se ti na koncu srcu počutiš. Recimo, tudi jaz sem imel kakšno preizkušnjo, pač recimo z očmi, tega onega tretjega ne morem funkcionalno, in če se v tem v srcu v redu počutim in če vem, da je to bilo, ne, je super. Recimo, ko sem bil pa pri 18 letih, pa ko sem se soočil s tem, saj sem že prej slutil, da ne bom vozil avta, je bilo pa malo težje. Ne? To so mikro stvari v primerjavi s tem, kar po moje Sara doživlja, pa ti ob njej. Ampak vendarle, in tukaj tudi mogoče moje vprašanje, a najbrž je ta response time srca, vse nekaj traja, a ne, se gre skozi fazo zanikanja, pa tako. Sočna je ta primerjava, sej po moje sem jo od Danija Siterja slišal, mojega prejšnjega gosta, ko je stvar drek, še ni za pričevanje, ne, ko postane gnoj, je pa že, ne, ko postane rodovitna. Ne. Ja, če bi se nazaj ozrl, kakšna je bila ta pot, no, prodajati zdaj naravno gnojilo tukaj, kako je fajn in kako bo vse uspevalo in kako je vse tako, kot si rekel prej, ne, sočno in rodovitno in vse, ne, pot je zelo zahtevna, dolgo traja, sploh pri meni, ki sem res počasen, zelo počasen v srcu, ne. Naš župnik lepo reče, ne se strašiti. Če nič ni, ostani. Če pa je kaj, pa zbeži. Sem ne se strašiti. Aha, od teh treh možnih odzivov, ne? Strah, beg ali pa mir, pa ostati, ne? Ja. Oba sta v redu, razen strah, ne? Ja, mislim, strahu je ogromno, še vedno je, ampak ta strah je nekoliko zdaj bolj osmišljen, ne? Tako kot this is the road to hell, ne? Na poti v pogubo si lahko zelo miren, ne? Lahko zelo miren in zelo sproščen in zelo gotov vase. Na poti v odrešitev, odrešenje, v osmišljanje, v osmislitev si pa lahko nemiren in te je strah. Ne? Ampak cilj, ne? A dejansko trdiš, da imaš več nemira v srcu, lahko, če si prizadevaš za nebesa, kot pa če pasivno greš v pekel, da imaš več nemira v srcu. Zakaj pa ne? Mislim, nekjer... Veš, zakaj ne? Ja. Zato, ker kadar sem jaz bil v tišini po teden dni, sem veliko čutil nemira in sem po tem, koliko imam miru v srcu, razsojal,
koliko tolažbe in Boga sem uspel govoriti z njim in ga videti. In zdaj mi ti govoriš na nek način obratno. Mislim, nisi tega rekel, ampak poskušam prevesti, ne, Matej, takrat, ko si čutil mir, takrat si bil najbrž mal na stranski poti. Ja, to sem tudi jaz želel povedati, ne, da če si na pravi dobri poti, bo veliko dvomov. Bo veliko dvomov. Takih, vsaj jaz jih zelo zaznavam dvome. Ne. Na poti, ko sem pasiven, ne, se mi zdi, da pa je dvom zelo tih, zelo nežen, vsake toliko te malo pomne. Zanimivo. Ampak vse to je zapeljivec vedno tako dela, da te poskuša ne, vsaj kratkoročno nekako ti prikazati, da si se prav odločil, ko nisi izbral dobro. Predstavljiva si človeka, ki ima rutiniran dan, kuča posel, dela neki v službi, neutralnega, recimo vrednostno ali pa moralno neutralnega, ne, ni glih največji smetač in uničevalec narave v službi, pol ima enega otroka, za katerega skrbi, pol grejo na dopust 2-krat na leto, vse v redu in dejansko nima hrepenenja po tem, da bi njegov svet bil zelo drugače, ampak je kar miren v vsem tem. Moram priznati, da jaz, ko gledam tazga človeka, rečem, ker jaz sem pa tega navajen, pa koliko je v takem človeku še potencijala, ko bi ta človek se še malo odprl. Meni je zelo všeč ta efeta. To je svetopisanska beseda za odpri se, če si slep pa gluh in smo prav 4 desci, imamo eno skupino, vsako sredo ob 6:45 se dobimo zjutraj. Efeta skupino imamo, kjer malo si povemo svoje cilje in se malo roastamo. Bravo, ne, efeta. Se pravi, takmu človeku bi jaz rekel efeta. Ja. Ampak on je pa tako miren v življenju, ne, lej, vse gre vse lepo. Ne? A si to govoril? Ne, popolnoma se strinjam s tabo. Jaz bi temu rekel bolj dolg čas. Ne? Jaz sem od rojstva, ne vem, zakaj to ni delo človeških rok. Od rojstva je ena mojih redkih želja, nimam veliko želja v življenju, če sploh kakšno. Da ne bi bil dolg čas. Da ne bi bilo dolgčas in predvsem pa ta, da bi bil drugačen kot ostali. In to je tudi po svoje prekletstvo, ker če bojo vsi prav delali, bom jaz tisti, ki bo rušil, ne? Ki bo motnja, ki bo provokator. Če bojo vsi prav delali. Ko bojo vsi narobe delali, bom pa jaz, če bom zmogel in če bom imel priložnost seveda, pa poskušal edini delati kontra. Recimo, jaz sem edini v cerkvi, ko je izpoved vere, ta krstna, a ne? Ali se odpoveste. Jaz sem edini in vztrajam pri tem, da rečem, odpovem se. Vsi drugi se odpovem. Jaz pa odpovem se. In se prav tisti se na koncu ven tolče. Ampak moram biti drugačen kot so ostali. Moram. To je moja kri, ki mi teče po. Ne vem, zakaj je to dobro. Z nekim namenom, mogoče še kdaj v prihodnosti bo. No? In to biti drugačen od povprečja, od ljudi, ki imajo zgledno življenje, lahko rečem, jaz ne bi želel imeti zglednega življenja, ne? Se ga tudi nima. No? Mora biti nekaj posebnega. Na druge načine se mi zdi dal, no? Ja, mislim, najbolj božja, človekova. Ker se mi zdi, če bi meni Bojana Doljaka opisal, dela na farmacevtskem faksu, ima 2 otroka, živi v hiši, je v nedeljo hodi k maš, ženo, pravnico, ne? Bi bil ti meni zelo povprečen. Zelo klišejsko, ja. Moram reči, da dopolnim odprej, najbolj božja človekova lastnost je to, da je človek ustvarjalen, ne? Da ustvar iti, da gre v stvar, ustvarja. Ne? Jaz temu rečem, da smo tako Bogu podobni. Absolutno. Da smo mi mali stvarniki, pa vem, da je to mogoče malo bogokletno. Ne, mislim, ampak rečem za nalaš mali, to je za cel velikostni razred manjši, ne sam za 20% manjši. Ne? Sigurno. Za več velikostnih razredov manjši stvar. Zagotovo je bil namen, da človek tudi ustvarja. Ja. Dobro, ne samo zlo, ne? Sploh ne zla, ampak ustvarjamo lahko vse. Ne? Kakšno je že bilo vprašanje? Sem zgubil. Govorila sva o povprečnosti, pa o... Ja, to, kar se vidi navzven, ne. Jaz sem tam kot 20-letnik, no, to moram tudi mogoče bogokletno reči, je
je bila moje prvo razsvetljenje, ne, bi rekel, pred svetim pismom, ne, je bil Anthony de Mello pa Zavedanje. Ne. Tam je ena osnovnih takih odrešujočih receptov, je pozabi vse, kar veš. Ne. Mi dva si tukaj privoščiva kavo, lahko kavo smetano, pa še s posipom kakava na vrhu, to si človek privošči. Ne. Ampak se mi zdi, da največ, kar si jaz lahko privoščim, je, da res nimam v pomnilniku nobenega podatka o tem, kakšen in kdo nekdo je. Ker ta podatek, kakšen nekdo je, ne, je v bistvu prva vrata, ki bi jih jaz moral odpreti, pa se jih niti mi ne da, saj vem, kakšen je, pa jaz ne bom odpiral teh vrat, da bom noter pogledal, kakšen je. Boljše sploh ne imeti informacije o nekom. Tako da jaz jo sproti brišem, kakšen kdo nekdo je. Ko ga bom srečal, takrat bom videl, kdo je in kakšen je. Ne? Kakšen dan. To za poznane ljudi govoriš? Za kogarkoli. Mislim, to, da mi vemo, kakšen nekdo je. Ne? Se pravi, ti na neki razumsko-psihološki ravni poskušaš se odučevati pred srečanji z ljudmi, narediš kakšno stvar namensko, načrtno, da se odučiš o človeku pred srečanjem, ali imaš to že toliko ponotranjeno? Ali? Jaz ne vem, kdo si, Matej Cepin. Ne vem, kdo si, ne? Se pravi, to je tvoje načelo, tvoje stališče. Ja, to sem veliko let vadil, ne, ampak potem se spomnim ob srečanju, kaj že vse sem doživel z nekom. Skupaj, ne? Ja. Ampak nekako moje vodilo je, da človek je to, kar je, štejejo pa njegove odločitve. Kako si se dan zjutraj odločil, ne, kot Matej Cepin? Kako sem se jaz dan zjutraj odločil? Kaj bom? Ti spet pri svojih otrocih pozabljati in jih vedno znova odkrivati. Se mi zdi, da tam imamo največ skušnjav, lahko pa pri ženi. Ne? To si me pa našel zdaj. Ja, tam je pa seveda, tam je pa domače okolje, je kot lonec, v katerem neka rastlina raste, še skupaj z 2-3, ne? In se ti zdi, da so te rastlince ob tebi že celo večno, že točno veš. Ne? Ampak mogoče to ni tako slabo, ne? Ker ko pa nekako si enak drug pred drugim, ne? Kar v družini bi morali biti, ne? Ta dostopnost se mi zdi pomeni najboljšo prisotnost očeta, mame, tudi otrok, da res ni, če se vrnemo nazaj k tistim nekim pravilom, ne? Družbenim, ne? Da dejansko bi lahko, če bi želeli, govorili prav o vsem, če bi želeli. Pa ne želimo, pa tudi ne govorimo, pri nas doma zagotovo ne. Ampak tam pa dejansko osebnost zares poznaš. Osebnost, govorim. Ne? Z dobrimi in slabimi odločitvami. Tam pa bi lahko mogoče, in je prav, da se tudi brusiš, da drugemu tudi neprijetne stvari predočimo, ne zato, da bi bil konflikt, ampak da bi doma si pa res mi nekdo upa povedati, da sem nemogoč. Ne? Se pravi, se nikjer druge in ob nobeni drugi skupnosti ne počutiš do te mere doma, da bi rekel, tudi tukaj gremo lahko v eno obliko ranljivosti. Ker zdaj si skoraj malo tole ranljivost, pa rečva temu roastanje drugega, ne? Ja. Postavil kot nasprotje tistmu prej, ne? Da o tebi pozabim vse stvari in pridem odprt do tebe. Ne? Ja. Ker jaz pa tako bolj zvezno gledam na te stvari. A ne? So skupnosti, v katerih se bolj in v katerih se manj, smo si bolj ali manj bližje in so tudi posamezniki znotraj skupnosti. Ne? In mi je čudovito ta posameznik, ki je neznanka, po drugi strani mi je pa tudi skupnost taka enota, ne? Ali mi tukaj na socialni akademiji, ali mi doma, ali mi s prijatelji, ali ne, mi je tudi nekaj tazga, kar mi skupaj gradimo, ne? Ja, to si dobro zadev. No. Mogoče sem med vrsticami, jaz sem rad samotar, hkrati pa brez odnosov ne bi mogel živeti. Ne. Meni je edini smisel še danes v življenju so ljudje. Po drugi strani sem pa ravno nad ljudmi največkrat že obupal. In pravzaprav z leti, namesto da bi imel več dobrih ljudi, s katerimi bi res šel lahko na globoko okrog sebe,
prijateljev, jih je manj. A res? Zgubljajo se ti stiki. Po moje nisem dovolj aktiven, ne? Ali pa sem preveč zahteven po svoje. No? Ne bom rekel, da ne. Tale film, jaz se dostikrat, ko sem bil študent in še malo po poroki, sem veliko dal na te filme in so mi ostali. Danes pa filmov skoraj ne gledam več, pa pravim, da niso več take, ko so bili včasih. In v enem filmu je bil Bruce Willis pa, kaj je bil še te drug, Samuel Jackson, okay, Unbreakable, ko je podobno kot zdaj na letalu iz Indije, ne, ki je strmoglavilo, je en preživel. Ne. In v tem filmu ta glavni igralec, ki je v ozadju, išče nekoga, ki bo preživel vse te katastrofe z vlaki, z letali in jih v bistvu on povzročal posredno. Ne. Zato, ker je imel zelo krhke kosti. Mislim, vsak tak udarec je že neka huda osteoporoza. In on je iskal človeka, ki bi bil pa trden, nezlomljiv, zato Unbreakable. Ne bom zdaj debatiral več o vsebini tega filma, ampak tako se mi zdi, da mogoče tudi Jordan Peterson, v enem od teh svojih 12 pravil, antidot proti kaosu, pravi, druži se s takimi ljudmi, ne vem kako reče, ki te imajo radi ali ob katerih rasteš. Ne vem točno pravila, ampak se spomnim. Ja, tako da sem mogoče tudi rahlo že razvajan in zahtevan. Dan se je težko, se mi zdi, če niso ljudje sami že odprej. Zakaj sem rekel, da sem obupal nad ljudmi? Ker ne rinem več, nisem več aktivist, obupal sem. V odnosih. V odnosih, ja. Če bo kdo zaznal, bo sam pristopil do mene. Jaz bom pa to zagrabil kot pes žogico v zraku. Torej, če bo nekdo želel z mano, mene se ljudje po večini izogibajo, ker sem po svoje tako, provokator, namenoma nerazumljivo govorim, pa v prispodobah, pa tako nekam ljudje da se narediš malo bolj samo za tiste, ki bi te res želeli, ali kaj? No, po svoje, če sem čisto iskren, je to samo začetni test. No, se to je. Tisto, bo mogoče moj sarkazem preživel in se ne bo obrnil, ta je že na dobri poti, da bom z njim lahko se fejst brusil, pa fejst razgaval. Tega javno ne izražam. Ja, lepo. Ja, zdaj si veš. Meni je bilo pa zanimivo to, kar si rekel še pred Svetim pismom, da je bil ta Demelo pa to. Kakšna je bila tvoja pot v Sveto pismo? Ja, počasna kot vse. Ko sem pri 35 približno stopil res v stik, to je bilo tisti Goreči grm, leto nič, družina življenje. To je bilo kaj 2.9 si enkrat rekel? Ja, Dani in Vilma pri Svetem Jožefu, čisto naključno, pa še z nekim odporom. Takrat si deva samo risati, takrat si že imel 2 otroka. Tako, ja. 2.4 in 2.6 si rekel. Ja, tako, ja. Ne vem, to je milost, Saj ne moreš reči, da je človek odgovoren. Če bi sem človek te navdušil, Ampak je bilo tisto, kar jaz pravim, več, iz tistih vedenja in govorjenja in misli je bilo zaznati v ozadju res božjost, ko se reče, ne bom rekel božansko. Prosojna sta bila očitno, ne? In zadnji za to prosojnostjo je bilo, dejansko je bila vsebina. Vsebina nekaj abstraktnega, nekaj velikega, nekaj. Kako si se pa sploh namalal na tem seminarju, ker za moške to velikokrat jih žene zvlečejo, ali pa? No, imam srečo, da smo v župniji Dolnji Logatec, tam smo imeli že 5-6 zakonskih skupin, običajnih. Se pravi, si v okviru tega, v okviru tega so tam enkrat organizirali. To je šlo vse na ključ, zato ne rečem, da je bilo na ključje. Zato? Ja. Si bil isto pasiven, kot si zdaj v odnosih in je mogel biti storitev na ključ, da je sploh prišla do tebe, a tako? Ja, Sara mi reče, da jaz tako rad kobilčim. Kobilice grejo od enega do drugega, in jaz se sem zaletavam v ljudi, če vidim, da koliko imam šanso. In potem Saro zanemarjam in tam kobilčim pri ljudeh. Mislim, od nekdaj je to moje hrepenenje po odnosu z ljudmi. Meni se veš, jaz sem moder pri tistih komunikacijskih. Nisem ne rdeč, še manj rumen, redko, zelen, malenko, ampak modra barva je pa tista, ker ti je pomembno vzdušje med
ljudmi, odnosi tudi. Ja, zanimivo, to, da samo to. skozi govoriš si samotar, pa govoriš tudi, da ne. To je zelo dvojna sporočila daješ. Ne? Ampak ta samost, ni osamljenost, to Demelo pove. Tako jaz sem rad sam, jaz nisem odvisen od ljudi, ampak edino, kar me osmišlja, so pa ljudje. Sam biti je tisti dolg čas, o katerem sem prej govorila. Vse prav delaš, kako je že rekel Jezus, a le eno ti manjka. No in kako je pa so našli naslednji koraki do Svetega pisma? Ja. In kakšen si bil pred tem, če si v bistvu nisi bral Božje besede, si verjel ali si jo? Si verjel bolj v te prosvetljene tekste? Ja, ne znam zares opisati, nikoli ne razmišljam, kako sem jaz po tej poti prišel. Bilo je res, so bila znamenja o poti. Začelo se prav pri 20-ih, to pa lahko rečem, da sem do 20. leta imel res najboljšega prijatelja. In ta je pri 20-ih, ko so bila oba stara 20, je on tako tragično umrl. Jaz, ki si nisem nikoli predstavljal, da obstaja življenje po 20. Se mi zdelo kot ravna plošča in potem je prepad. In pri 20-ih izgubim najboljšega prijatelja. In potem je bilo življenje. To sta bila študenta tudi že skupaj ali iz domačega kraja? Iz domačega kraja, ja. Mislim, z njim bi... Sta bi pa tudi cimra kasneje? Ne, on je šel v policijo in se je tam ta tragedija zgodila. Na njega imam tako, pa zdaj ne iščem približkov tistemu odnosu, sploh ne, ker tudi vprašanje, kako bi se potem odvijalo naprej. Ampak takrat mi, ko si rekel, presvetljeni, razsvetljeni teksti, takrat so me obdržali vseeno v zemeljskosti, prizemljen sem ostal. Sveto pismo sem... In ni bilo to Sveto pismo, to so bili, bili taki bolj Demelo filozofija, pa tako malo bolj life hacki. Ja, jaz to zavedanje še danes komu podarim, v upanju, bo priletel nazaj, pa bo rekel, wow, življenje se mi je spremenilo. Pa tudi ni tako. Ampak meni se pa je, mislim, to je bilo sredstvo priti do tega presežnega, zagotovo. Jaz sem Sveta pisma vedno imel doma in vedno so bila na častnem mestu, zelo spoštljivo, jaz sem tudi v drugih jezikih jih kupoval. Celo kupoval si? Ja. Veš to, da si ga imel doma, to je vse del neke kulturne tradicije, da pa kupuješ? Ja, vem, ker smo blizu meje doma, sem v italijanščini, pa so res čisto druge besede. Me tudi jeziki me fascinirajo, kako so besede, ki jih uporabljamo, iz kje izvirajo. In sem tu vedno imel veliko teh izvodov, majhnih, takih, za barvati, za primerjati. In to sem imel kot, jaz tudi imam veliko načrtov, si mislim, da jih imam, za takrat, ko bom upokojen, Veliko stvari si slikati bom začel, akvarele in podobno, to je moja domišljija. In Sveto pismo sem vedno dojemal kot neko še neraziskan rudnik, v katerega bom enkrat vstopil, ampak takrat ga mogoče še nisem toliko rabil. Imel sem odnos z Bogom mimo Svetega pisma, kar se čudim, kako je bilo to mogoče, ampak je bil tako bolj otroški. In to sem hotel reči, sem prej pozabil. Takrat, ko se je zdižem začel ko se je odprlo nebo, sem bil star 35. In zato pravim, da načeloma nobenemu, ki je mlajši od 35, več nič o veri ne govorim. Ker če jaz nisem do 35. leta imel svoje osebne vere, ki je začela takrat, ki je zares pognala in je obstala, prej pa od nobenega ne zahtevam, da je pred 35. že. A ni tako, da je Platon ali kdo govoril, da po 35. lahko šele filozof rataš, ker si šele dovolj neki tasga je? No, iz srednje šole imam nek tak odpor, načelen odpor do filozofije in psihologije. Ne, ampak to, da je on definiral zrelost na to leto, ne? Zna biti, ampak se bam nisem filozofske vode. Ne vem, kdo je rekel, da od filozofov ni še bil nihče srečen. Je to rekel nekdo? Jaz sem raje srečen, kot pa da sem filozof. Se to si tudi za pravnike prejle rekel. Ja.
Ko se enkrat s konfliktom... Ko si rekel, da te skrbi za sina, ne, da boš upravo študirati v šali, ne? Ja, to je kot mehanik, ne, ima redko čiste roke. Zato, ker se s tem ukvarja in v pravu se dejansko moraš ukvarjati s konflikti. Pa z nesrečo, ja. Ja, in se moraš, nekaj ti ostane, ne, na rokah, tudi od teh konfliktov. Res je, ja. Ja. In potem dejansko od 20 do 35 poznam obdobje odnosa z Bogom brez Božje besede. Res pa, da sem mečkam prej že začel Jezusa v Božji besedi, ampak sem pa tudi kasneje sploh imel vero, no? Tako da je zanimivo. In kako je pa to, sta vzpostavila navado skupaj s Saro dnevnega branja Božje besede? Ja, to sta tudi v družini življenju, ne, beseda med nami, dnevni odlomek, razmišljanja. Jaz sem, se pravim, kako rečejo, da je tam ena stranka, tudi tretja v Ameriki, libertarna, ali nekaj da. Narečem, da sem zdaj neki strašen svobodnjak in tako. Sem pristaš, če lahko rečem, vernik tega, da Bog zelo ceni človekovo svobodo. Ne? Ampak tisto svobodo, ki je ustvarjalna, ki res stremi k temu, da bi se oznanjevalo Božje kraljestvo. Tista, ki omogoča ustvarjalnost, točno tako, ne? Če ni... Ne kaos. Ja. Pa že prej si govoril o nezvezanosti, ne? Da ne gledaš na obljubo kot na zvezanost, ne? Pa tako, ne? Veliko imaš tega. Ja, na ptico ravno tako delujejo vsi zakoni fizike in gravitacije, ne? Ampak za čuda ima tiste dve krilja, ne? Ki pa omogočata, da se giblje v višinah, v prostoru, ne? Ta kombinacija. In to, ko govoriš o svobodi, kako se je s Sarino boleznijo spremenila tvoja dnevna rutina? Se pravi, veliko več je najbrž nekih opravil hišnih, veliko več je najbrž nekega prenašanja, ali ima ta neko pomoč, še dodatno asistenco, ali kako je to? Ja, govorim o tem, koliko se je zmanjšala s tem tvoja zunanja svoboda? In morda tudi zvečala, ali pa ne vem, kako je to vplivalo na notranjo, ne? Na to srčno svobodo. Ja, ne, notranja je nedotakljiva. No, mislim, tle jo bom kot lev jo bom branil, ne, notranjo svobodo. Ni imela vpliva, se pravi ta Sarina preizkušnja, ni imela vpliva na... Ja, v duhu si lahko svoboden, tudi ko si zaprt v ječi, ne? Ko zelo abstraktno povedano. Ampak ta zunanja brez pomoči... Ravno je zdaj bo 30. dan od smrti Sarine mame, to je kar velik udarc, no, in se bo treba zganiti, no, ker je bila ona... A je ona veliko pomagala? Ogromno, vsak dan, s pripravo vseh teh obrokov prinesla, ker je tudi tam blizu nas. So pa osebne asistentke, ki Sari zdaj zelo dobro vstopajo noter. Ja, čisto po pravilih. Neverjetna dobrota, no. Mislim, jaz jim rečem, da naj ne pretiravata v tej dobroti, ne. Da smo lahko kažekrat tudi lačni doma, mislim zase, ne. Pa za otroka, ampak vsaj Sara je pa, ja. Tako da ta zunanja svoboda je sigurno manjša, sem se na njo že navadil. Mislim, prej smo kot družina. Ampak lahko je to preveč intimno? Kere stvari so čist na ravni zunanje svobode oziroma opravil tiste, ki... Jaz bi si rad malo bolj konkretno predstavljal, če je to možno. Ja, jaz sem zelo konkreten, ampak nikoli zelo oprijemljiv, mi je beseda oprijemljiv ljubša. Okay. Ne želim pa biti, oziroma se izogibam temu, da bi bil banalen, ne? Tako da... To bo težko zdaj zame. Okay, ne pa. Biti tako oprijemljiv. Sara je 4 ure upokojena, ampak dela od doma. Tako da njena odvetniška pisarna je doma prazna. Gre pa vsak teden, pride na kakšno mediacijo, ker je tudi mediatorka v teh sporih, torej ne kot odvetnica. Poskuša uskladiti mnenja dveh nasprotnih strank, ne, ponavadi najbolj družinskih, in je ena najuspešnejših na tem ljubljanskem, mislim, se reče višjem okrožnem sodišču, ne vem kakšnem. Tako da je ta prevozi so. Potem so vedno... Ti vršiš? Ne, tudi asistentka, ja. Če se sovpada, zjutraj greva skupaj v Ljubljano, popoldne jaz počakam ali pa prej grem, če je prevoz domov, tako da je čim bolj
čim enostavneje, da ni treba toliko ur čakati. No. Sara je, mislim, da je pri 8 predmetih še predava s tem komunikatorjem. To pomeni, tudi v predavalnice gre, s svojimi skuterji, mislim, res, da jih ima za vse terene in za vse priložnosti, celo floto, doma, pa za po kraju, za v avto. Lažje, težjega. Ampak to je tudi kar finančno bilo zalogaj najbrž, ne? Ja, ampak treba vseeno pohvaliti ta zdravstveni sistem, no, in to, kar omogoča floto omogoča, ne samo enega. Ne me zdaj vprašati, ker jaz birokrat nisem in pravila so mi res tuja, kako so ti pravilniki zapisani in kako te ocenjujejo. Bilo mi je že zelo zahtevno, ko so prišli na dom ocenjevati, to stopnjo potrebe invalida. Pa so bila taka vprašanja, od osebne higiene naprej, tako si mislim, pa dobro, sej smo tukaj, sej smo živi, sej zmoremo kako, Mislim, če pa ne bomo zmogli, nas boste pa našli na tleh, ko boste prišli naslednjič, da smo popustili v celoti, Malenko sem trmast v smislu, da ne bom, ko je res sila, prosil po pomoči. Se pa spomnim, enkrat smo bili ravno v Veržeju, ko sva se prej pogovarjala, da imate tukaj sobe imenovane, in so nama po pomoti, naključno je bilo, sva dobila eno sobo, malenkost manjšo. Sara je pa še imela zdravila, ki jih je rabila v hladilniku imeti, ampak nisva tega posebej razglašala in naprej, in ne vem, kako je prišlo do te informacije, da tam ni hladilnika, in so takoj rekli, vaju damo v boljšo sobo. Ampak v tisti boljši sobi je bil že drug par, ki je zamujal. In jaz sem bil absolutno proti temu. Se je rekel, če ne veš, katera pot je prava, izberi tisto, ki je težja. Se je rekel, tukaj mi je jasno, katera pot je prava. Biti v sobi, ki je manj komfortna. In sem jih potem slišal, da to ni pravi pristop. Da je treba izbrati, če imaš ponujeno tudi lažjo pot. Tle sem nekoliko trmast, ampak se mehčam. Tako da bom načeloma res želim, res grem po trši poti samo iz nekega ponosa. Načelnosti, ki pa res verjetno ni vedno zdrava. Vprašanje, kdaj sploh je zdrava. Tako, ko govoriva o teh, ti rečeš o prijemljivih, banalnih stvareh, saj nisi velik, ampak sem dobil nek občutek, se mi zdi, Zelo malokrat pa ti govoriš o službi, kot izredni profesor na farmaciji. A je tam čist drug Bojan, ali je to toliko integriran Bojan, Ker jaz v svoji službi, v socialni akademiji, boš meni slišal tudi velikrat, ko se tako vidva, v tvoji pa ne, Kako je to s temi multipli? Ne samo multipla skleroza od Sare, ampak tudi multipla osebnost. Tukaj se ne bi kaj posebej, kako že svojo podobo na ogled postavljal, ker nimam kaj veliko, s čimer bi se lahko posebej hvalil. Hočeš reči, da akademsko nisi toliko uspešen, kot od sebe pričakuješ, ali kaj? Nekdo mi je rekel, ti si kot reka Tara, a je? Dol nekje. Je nekje kaj Črnagor ali kje. Verjetno, toliko sile, ampak tako malo da od sebe, elektrike mislim, tak potencial, pa ni, ne, da jaz pričakujem, ampak vem, da bi se dalo več, ampak če bi nekje bil bolj, imejte vedno v ozadju vsi, ko to poslušate, da sem jaz zelo počasen človek, še Adi Smolar pravi, še celo tepem zelo počasi, vse delam počasi, Če želiš nekaj narediti dobro, jaz to delam zelo počasi, nisem tako učinkovit kot je Sara, ki naredi vse. Zato ti je tisti teden pred poroko bil toliko stresen, ne? Mislim, tam pa itak nimaš tam je bil rok, zelo jasen in velik, nikoli ni fertik, ne? Mogoče res, Tako da tam, seveda, jaz sem Sari vedno rekel, od poroke naprej, pa še prej, ko smo bila fant in punca, kakšnih 5 let pa pol prej, da jaz sem, kar sem, da jaz bom vedno isti, Vsak dan se bom lahko drugače odločil, ampak jaz kot jaz bom pa isti. In s tem se ponašam. Tisto jedro že, veliko lupin okoli tebe, veliko zanimivih, raznolikih plasti,
Ja, kdo ve, jaz jih želim dol zdrgant, ne. Jedro ne bo jedro, ne. Hočem reči, da želim biti isti tam, kjerkoli sem, ne. Mislim, mučno bi mi bilo, a ne, z namenom se prikazovati v neki boljši luči. Nekako mogoče se štejem k temu, da mogoče že ti bolj poznaš, že kdo prej rekel, a ne, jaz trdim, ljubezen je največja, a ne, ampak večja od ljubezni je pa še iskrenost. To je moj dodatek. Lahko imaš nekoga rad, pa nisi iskren, pa ga imaš rad, ne. In se mi zdi, če človek zmore biti iskren, to pomeni povsod enak, tak kot je, povsod isti, a ne, z vsem, kar je in kar zmore, povsod isti, je to najvišja stopnja iskrenosti, ki se mi zdi najbolj osvobaja, no. Da bi bilo treba zdaj zaradi nekega sej se v kakšni stanju, v kakšni situaciji, ne, se malenko poboljšam, ne. Ampak drugače pa ne rad, no. Mislim, dlje časa, da bi se zdaj pretvarjal, da ne vem, kaj sem, kdo sem, v smislu, moj stric je vedno rekel, s Krasa je bil, kdo zna, kaj je. Se dela, kdo zna, kaj je. Če razumete, ne, torej, da se delaš nekaj več, kar v resnici nisi, to bi me izmozgalo, no. Par ur na dan mogoče še se lahko malenkost pretvarjam, ne. Pol ti ne verjameš, da te Bog vidi še veliko lepšega, boljšega in z več potenciala, kot se vidiš sam. In da je tvoja dolžnost na nek način tudi iskati ta pogled nase. Moram priznati, da še čakam na to, no. Da bo mogoče ta priložnost enkrat, ne. Jezus je začel pri 30-ih, ne, mislim, je naredil preboj in šel v javno delovanje. Kdo ve, no, jaz bom mogoče po 50-em, a pa še kasneje, ne vem še, no, jaz mogoče si delam utvare, a ne, da te velike in te dobre in najboljše stvari šele prihajajo, no. To je moj optimizem, ne, urojen. Ne vem pa, no, mogoče bom pa umrl zagrenjen, da sem nekaj sanjal, pa se iz teh sanj nisem zbudil, ali pa nisem zaznal, ko bi lahko, a ne, priložnost. Kdo ve, no, kar mi bo ponujeno. To je tak lenoben del podcasta, zdaj le doživljam, ne? Ampak, ne vem, ti si vseeno tudi, ne to, zihar kot izredni profesor si mogel imeti neke mejnike tudi tam, ne? Pa kot občinski svetnik v Logatcu, ne, si tudi omenil, ne? Tudi moraš, na nek način ni dovolj, da si samo nekak iskren in transparenten, ne? Tudi moraš, se pravi, ne, lej, če čisto probam analizirati, da ti postaneš občinski svetnik. Moraš biti v nekih sredinah, moraš poznati neke ljudi, morajo te oni prepoznati, moraš biti potem izvoljiv, moraš reči ja parim stvarem, razen če imaš neke botre v zadnji, ki te uporabijo za beta samca, da jim boš nekaj služil, ker si pač useful idiot, ne? Kar vem, da tukaj ni, ker si že sam tudi parkrat to zavrnil, ne? No, vidiš, kako zmotne so predstave, pa bom povedal to zgodbo o mladenki, mladi punci, ki je prišla v spovednico in je zašepetala starejšemu spovedniku, a je greh, če mislim, da sem lepa. In ta duhovnik reče, ne, to ni greh, to je zmota. In ljudje se motijo, ne, mislijo, kako imajo nekega discipliniranega, razumskega, uspešnega, načelnega človeka pred sabo, ne. A tebe, kao? Mene, ja, to je zmota. Jaz sem tam en večer se sprehajal, bila je že tema, mislim, da oktobra pred 3 leti, ne, in me kliče nekdo, ki je umetnik, fejst človek, tudi pevec in to, in rekel, bi lahko tebe kandidirali na naši listi. Se je rekel, hvala, res hvala, ampak ne. Bojim se tega kot hudič križa, to ni zame, jaz nisem član nobene stranke. Ne želim se ukvarjati še s tem, poleg vsega, kar imamo doma, pa še služba, sem rekel, trpi, ne. In je bil odgovor, no, v redu, a te lahko vseeno damo na listo, boš pa podprl stranko, ne. Se je rekel, v redu, to pa lahko, pa stranko podprem, jaz kot naiven, kaj to pomeni, ne. Kakšna je pa razlika med prvim in drugim vprašanjem? Ja, jaz sem mislil, da je.
ampak je ni. Povej danes, je ni, ne? Je ni, ne, ker na koncu... A sam drugi tip vprašanja si mogel dobiti, da si rekel, je zanimivo. Ne, jaz sem mislil, te damo na listo, pa si rekel, dobro, dajte me kaj pa je to razlika, kot da te kandidirajo na listo? Ja, ne vem, jaz nisem lih, ko sem počasem razmišljal o tem. V glavnem si rekel, dajte me nizko. Si pa toliko mož besede, da nisi čez 6 minut nazaj poklical, ne? Ja, imam veliko krat težave tudi reči ne, ker zaradi tistih odnosov prej, ne želim jih skaliti pa pokvariti takoj, tiste prve zamere se bolj bojim, ne. Pa zadnje zamere, včasih je, včasih ni, ne, poskušam zvoziti tudi glede na obljube. No, in na koncu bil sem 5. na listi od 9. Jaz nisem vedel, da jih je 9, ne? Če bi jaz bolj specificiral, dajte me na 9. mesto, ne? Pa glih tam v sredini in jaz ne vem, in tist, ki mi je prosil za podporo, ni bil izvoljen, jaz sem pa bil, par ljudi me je vprašalo, vidim, da kandidiraš, pa sem rekel, ja, ampak sem rekel, jaz samo podpiram, prosim, ne voliti zame. 4 in 5 sem to rekel, ostali me niso vprašali, mislili so, ne vem, da imam jaz neke ambicije, pa da mogoče bodo presodili sami. Je Sara volila za te? Ne vem. Jaz nisem zase, no. To sem bil prepričan. Ampak na koncu sem padel v to luknjo, to bi rekel, da je bila preizkušnja, ki sem si jo sam skuhal. Ne vem. A si prvi mandat? Ja, pa jaz še zdaj ne vem. Kdaj je bilo? 22. 23. Kdaj so bile? 22. novembra, oktobra. Še zdaj ne vidim namena. No. Res po 3 letih ga še ne vidim. Ker Jona je rabo iti v Ninive, ne, pa je šel hotel iti stran, pa je vseeno moral iti, tudi jaz sem si rekel, pa če je to neko znamenje, najbrž Bog ti že veš, da me boš lahko tam porabil za nekaj. Jaz še ne vidim sadov vsega tega. No. Ampak si pa že mogel par pomembnih odločitev sprejeti, ali si bil pasiven tam opazovalec in si pustil, da se stvari zgodijo mimo tebe s tvojo vednostjo? Ta vloga, ki jo je Sara odkrila, pa sama prizna, ne, da jo mediatorstvom, da je ona mediatorka bistveno bolj osmišlja in dela zadovoljno kot prej kot odvetnico. Ja. Bistveno bolj. Ja. In sem jaz z skrbjo in hrepenenjem po dobrih odnosih sem rekel, jaz se bomo na vsaki seji, ki nas je 21, se bomo presedli. Pa bom jaz z vsakim mal sodeloval. Ne? In sem tudi tako naivno, tako zelo optimistično štartal, poti pa tam list, kartico s tvojo številko na tistem sedežu, tam boš sedel. Ne? Jaz sem dejansko... A veš, to pa sam, če si tako kot jaz, trener ali pa facilitator, lahko presedaš ljudi, drugače pa ne. Ja. Bi mogel, tako kot je Sara mediatorstvo odkrila, bi mogel ti biti facilitator, pa bi jih lahko presedal. Ne? Jaz sem že kdaj prišel na kakšen občinski svet, pa presedal ljudi. Ni, moja idealizem se tam je takoj naletel na blok. Ampak sem pa poskušal res to, da zakaj bi mama imela 8 otrok, zgodba. In so se med sabo, ena mama je imela 8 otrok in so se med sabo ščipali, tepli, vlekli za lase, kot majhni otroci. Ne? In je rekla, pa kaj se tepete, saj ste vsi moji. Kaj se bomo pulili in ne vem, drug nad drugega, nekaj izživljali. Temu narediti nekaj dobrega. Zakaj mora biti zmeri pozicija in opozicija? Mislim, ta razdvojenost Slovencev nasploh, ideološka in taka. Ne vem, mislim, tiska je neka sredina, ki je naj bi bila mlačna, po svojem imam tle dileme, itak ni zanimiva. Moraš biti nek polariziranje. Ja, nek agitator, nek tak senzacionalist, na eni ali pa na drugi strani, da boš dobil te, ki ti sledijo. Ampak jaz bi rad, da sledi nekdo, ki je zmiren in ki je res dobro namiren. Takih je pa malo, ker vedno greš raj v čredo, v tabor. Mislim, taki osamelci, ali kako se temu reče. Freelancer ali pa lone wolf. Ja, to so imeli volkovi in tako. Žal nimamo družbe. No. A ni zanimivo, koliko ljudi si prizadeva postati občinski svetniki? Ti se pa otepaš tega. Otepam, mislim, kot da ne bi imel dovolj drugih stvari. Saj to, ja. Mislim, kje? Mislim, če bi videli, koliko stvari je zdaj res zanemarjenih, že doma.
treba je pokositi, treba je fasado urediti, treba je zamenjati une tramove, garažna vrata. Za toliko stvari je zdaj v takem zaostanku, ker bi lahko rekel egoistično se bom posvetil sebi, našemu domu in vsemu, tam pa sploh namena ne vidim, ne? Kakšna je korist za druge. Mislim, No, vse to je. upam, da je, no, mislim. Se pravi, dejansko malo živiš kot neoptimalna izraba teh 4 let. Ali imaš zaupanje, Bog me je tle postavil, jaz tle pa res nisem. Rad bi že dobil odgovore, ne, čemu in zakaj. Ne. Mogoče pride kasneje, ampak res, ne vem, mislim, pa se pa bojim ljudi prizadeti, zdaj pa res jaz ne bom več. Moram tle razločevati, če je to res dobro, ali je bilo to od svetega, ali je bilo to samo od zemeljskega. Jaz upam, da je bilo od zgoraj navdihnjeno, ne vem. Če se vrneva na to metaforo, to še ni postal gnoj, iz katerega bi lahko rodovitno pričeval, ne? Ja, ampak leta pa grejo, ne? Jaz se zelo po 50. sem se začel zavedati tega, da v smislu ni več veliko časa. Mislim, ni tisto, če pogledate, kdaj je ekvinokcija, ne? Jesenski pa pomladanski. Ne? Oba dneva je noč in dan sta popolno enaka, 12 ur. Ampak perspektiva pomladanskega je pred sabo imaš še nekaj. Perspektiva jesenskega je pa samo še odmiranje zima. Odpade vse, ne? Obmiruje. In jaz sem že na jesenskem tem enako nočju. Ni več pomladansko, ko so prej omenjala otroke. Čeprav mene pa bolj fascinirata te dva solsticija, ne? Ker si predstavljaš in zglih isti datum je, kot sta imela vidva s Saro, ta glavno epizodo preizkušnje, 21.6. Ja. Ko je vse tako lepo, ampak takrat gre v resnici samo še navzdol. Ne? Ja. In obratno ta zimski solsticij, ne? Ja. Ko pa rečeš, kako so stvari zafurane. Ne? Ja. Ampak tudi besedilo v eni od pesmi od skupine U2 je, da je noč najtemnejša, tik preden se začne daniti. Ne, začne daniti. Ne. In zakaj taka bolečina tik preden se nov človek rodi? Ja. Ne, to je ta paradoks. Ja. Jaz imam rad te, se mi zdi, da če je nekaj nerazumljivega ali pa nedojemljivega, je zelo verjetno, da je božje. Ne. Ja. Te razumljive stvari, logične stvari, Logika ima en domet, ne? Se mi zdi zelo, nizek domet, ja. To, kar je pa nerazložljivo tam noter, je pa ta božji delec, ne, ta sveti duh. A veš, da zaključva zdajle, ker so že kar dolga, ne? Kaj mi ostaje po tej epizodi, ravno to, koliko si ti še, koliko bi se še lahko pogovarjala, koliko imam še izhodišč napisanih, koliko je bilo nerazložljivega. Življenje. Ali je to lepo, ne? Življenje, ja. V bistvu ravno skozi to nerazložljivi del sva se dotaknila veličine življenja. Ja. Življenje je nerazložljivo, ne? In poudarjam, je zahtevno. Veš, da to sem te pa tudi če hotel vprašati, pa te zdaj ne bom. Kako si svoje otroka, ki sta zdaj ravno polnoletna, en po ameriški zakonodaji, en po slovenski, pripravljal na zahtevnost življenja? To bi pa bila še eno dobro poglavje. Ker se mi zdi, da sta s Saro že itak bila model tega, ne? Ja. Po drugi strani pa. To še pri sebi ne vem, kako sem se na to življenje pripravil, se pripravljam in se še bom pripravil, še pri sebi ne vem. Kako bom vedel pri teh mladih, nežnih dušah, ne? Glih zato se mi pa zdi to vprašanje vredno Bojana Doljaka. Jaz sam pri sebi, ob vsej lepoti mladosti, res ne bi rad bil še enkrat mlad. Ne bi rad bil. To, da je vse lepo, ampak da ne veš, kam greš. Tega kot mlad nisem vedel. Se mi zdi kot biti pred eno ogromno vertikalno steno in veš, da bo življenje šlo v to steno, ampak ne veš, kje bo šlo in kako boš ti se v tej steni oprijel. Zdaj, tudi če sem v steni, tudi če je nevarno, tudi če je neprijetno, tudi če reže, pa zebe, pa piha, vsaj vem, kje sem. Ta gotovost
Zanimivo. Česarkoli že ti v življenju pride naproti, je bistveno meni bolj ocenim kot pa tisto negotovost, ki vsega še pred tabo. Tako da po svoje res želim vsem mladim vso srečo, da bi zaznavali vmes neke mejnike, na katerih je neka smer, pa jo morajo še odkriti, in da naj skrenejo s poti, naj grejo proti toku. Edino to sem pa želel jih cepiti, okužiti s tem, da bi bila vsaj malo upornika, vsaj malo čudaka, kot sem sam bil. To se mi zdi, bi pa vsak mlad potreboval. To je prav, ja. Hvala Bogu. Saj vemo, komu smo hvaležni. Ja, hvala.